Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Gost v današnji oddaji Aktualno je Tomaž Kavčič, ki ga je župan Tomaž Vencelj nedavno tega imenoval za drugega podžupana v občini Idrija. Pozdravljeni in dobrodošli v našem studiu, gospod Tomaž Kavčič. Lepo pozdravljeni in pozdravljeni tudi vsi gledalci. Ste bili kaj presenečeni ob tem imenovanju? Nisem bil, ker so brž po volitvah so že z županom imela ta temo, da mi je pač imenoval za investicije in pač dogovori so trajali pač toliko časa, da je šele zdaj prišlo do imenovanja. Ste v občinskem svetu, član svetniške skupine, županove svetniške skupine. Ja, tako je. Jaz sem že v samo svetniško skupino prišel na samem začetku, ko se je oblikovala ta lista krajevnih skupnosti. In od takrat sem aktivni član, bil sem v odborih, zdaj sem pa še v občinskem svetu. Imate pa dobro podporo med volivci, vaše ime je dobilo največ glasov v tej volilni enoti, kjer ste kandidirali. Ja, pač ljudje gor, se pravi, kar se tiče naše volilne enote, me poznajo. Bil sem prvi na listi in dobili smo dosta glasov. Doma ste na gorah, nad Idrijo, torej na podeželju, poznate te probleme? Dobro poznam vse probleme, sem tudi član krajevne skupnosti in že 2 mandata. Aktiven sem v vseh teh društvih, kar so na podeželju. Ste tudi gasilec? Gasilec, kulturnik, športnik, čebelar. Tako da poznam pač probleme, ki jih dobesedno na pragu hiše. Ne? V občinskem svetu ste potem bili imenovani tudi v 2 odbora, v odbor za urejanje prostora in varstvo okolja ter v odbor za družbene dejavnosti. Kaj lahko tam koristnega storite? Ja, sam odbor za okolje je, se pravi, moja tema, ne? Kar se tiče gradbeništva, ker se tudi poklicno s tem ukvarjam. Zdaj družbene dejavnosti so pa, se pravi, društva, to je družabno življenje občanov, šolstvo, vrtec. Od zadnjih volitev je minilo skoraj 2 leti. Pogledal sem zapisnike vseh sej do sedaj, med najbolj zgovornimi pravzaprav niste. Ja, nekako naša lista se enkrat mesečno dobi na rednem sestanku in večino stvari predebatiramo že tam in nekako županom so tudi na vezi dobesedno vsak dan. In stvari rešiva že tam in ne zapravim pa tega časa na občinskem svetu. Ne? Zanimiva je bila vaša razprava o financiranju programa prvih posredovalcev, ker ste gasilec, najbrž to z prve roke poznate. So se zadeve uredile kasneje? Ne vem, čisto natančno, pač takrat nisem šel pol preverjati. Pač zmotila me je to, ne, da sami prvi posredovalci smo podaljšana roka zdravstvenega doma, ne, se pravi. In mi je bilo, pač, da mi kot prostovoljci moramo, večinoma opreme smo sami oziroma krajani, kot defibrilatorji pa take zadeve nabavili, ne. In pol svoj prosti čas za to rabimo in pol, ne, ni se mi zdelo smiselno, da bi pa zdravstveni dom oziroma zdravniki dobili pa plačano tukaj nas usposabljajo. Ne. Oziroma naj imajo plačano, pa naj to država zagotovi, ne pa da mu gre to iz proračuna. Oziroma ne, če gre iz proračuna, naj se za ta stvar kakšna oprema nabavi. Sej, drugače pa stvar funkcionira tako, kot je. Zmotilo me je pač sem to. Ne. Takrat je šlo kar za 10.000 evrov. Tako je. Opozorili ste tudi na neenakopraven položaj športnikov na podeželju, recimo, kjer morate rekreativci veliko več vlagati v objekte, v pripravo, v organizacijo, kot je to treba rekreativcem v mestnem središču. Ja, seveda, mi imamo gor igrišča, imamo tudi dvorano, kad je v naši krajevni, ne, tudi v drugih krajevnih se pa čas tu malo pobira. In pač treba je elektriko, treba je nafto, treba je luči. Vse je treba in mora to plačati. Ne? In zdaj v Idriji ali pa
Budoviču, naprimer, pa kaj je lastnik občina, ne, oni plačajo te storitve, ne, in imajo zagotovljene te prostore in vse, pač pri nas moramo pa to društvo sama dati iz svojih lastnih sredstev, ne, da. In bi bilo pač smiselno pri razpisih to upoštevati, ne, da če pač nimaš svojih prostorov kot društvo, oziroma da jih občina ne zagotovi, da pač imaš pri razpisu nekaj več točk in s tem dobiš tudi nekaj več denarja, ne, za te prostore in stroške, ki nastanejo pri delovanju. Pa ste s tem vašim predlogom, ki uspeli, pravkar je v teku ta razpis občinski? Zdaj, ne, zato je treba spremeniti pravilnike, ne. Tu je prva podlaga, da sploh lahko kaj. Zdaj, kar se tiče krajevnih, samo delovanje krajevne se bo zdaj spremenilo z novim pravilnikom, ki bo zdaj na drugo branje na seji, ne. Se pravi, da bodo krajevne dobile prav določen znesek za prostore, ne. Se pravi, zdaj, če bo tam kaj več, ne, pa bo lahko tukaj še društvo skočilo noter, ne, pa bo lažje, ne. Zdaj, za ostalo društvo pač bo treba pa te pravilnike popraviti in da bo lahko to funkcioniralo, ne. V minulem letu ste kar 4-krat razpravljali o problematiki komunale. Kako ste na podeželju zadovoljni z delovanjem komunale? Ja, tu nisem podeželje, tudi mesta se kar oglašajo. Manjka ene operative, oziroma pač te vodje ali karkoli, kaj jih imajo na komunal, pač ne vidijo problemov, ki nastajajo. Naprimer, če je cesta, ki se pelje z avtom Sprelednik čez vas ali pa čez mesto, in pač če ne vidi, no, da je zamašen otok ali karkoli, in če tega v enem mesecu ne stori, pride do poškodb vozišč. Isto je bil problem po poplavah, ko se ni bankin urejal in so bile te bankine, ne vem, kot v naši vasi, kjer je velika žaga in gre, pa še en livar je, gre veliko kamionov, in pač to je treba popraviti, ne, kamion, ki gre po bankini, ker mora iti, ker je preozka cesta, se pač cesta uniči in to bi mogel preglednik drugi dan, a ne, je s strojem, tu ne moreš rešiti z lopata, pa gre s strojem, s kamionom, ampak tukaj, kjer se ni krajevna in jaz sam oglasil, se pač tu ni premaknil. In to je bil en mesec, ne. In isto je, ne vem, pač če komunala ne bo mogla zmorala, bo treba ene lokalne podizvajalce, kjer bodo pač ta problem videli v prvi vrsti, in ker se bo veliko privarčevalo, sigurno, če bo to stvar hitro odpravljena, kot pa da se podira naprej, ne. Upozorili ste tudi na težave z pokanjem asfalta. Na državnih cestah se, kot vemo, redno zalivajo te razpoke z bitumnom, na občinskih pa zelo redko. Na občinskih se sploh ne, in tudi so tudi županom že, a je to toliko velik strošek, da se pride in to je res problem. Pač 2 zime zdrži, veliko stvari bi se lahko tako rešili, da zarežeš asfalt, zaliješ razpoka in stoji naprej cesta, ne. Tudi sami delujete poklicno v gradbeni stroki. Bili ste kritični ob dejstvu, da komunala ob 14. uri konča z delom na nekem objektu in ne podaljša v nadur. To, naprimer, to je bilo jeseni, novembra, ne, ker sem bil res, zdaj že več let je pač ta jesen je dokaj lepa in veliko, ne vem, so bankine za urediti to, tretje, in pač ob 8 so se pripeljali, naprimer, ne ob 13 šli, in to, ko bi lahko, ne vem, podaljšali, pa kaj dež, jih pač koristijo ure, ne vem, bi se lahko veliko teh vzdrževanj uredilo, tako ni treba, ne. Ker v drugih občinah to pač je, se veliko vozim Logatec, Vrhnika, a ne, tam ne vidim teh problemov, tam sem tudi njim šel takrat pokazati, ne, pač če delavec vidi, da mora 3-krat popraviti bankina, se pravi nekaj narobe, je treba asfalt dati, ne, ali pa beton, in to tam naredijo in je stvar rešena, ne, pač v idrijski občini tega še nisem uspel. Bi morali slediti to razmišljanje dobrim praksam pri sosedih. Ja, pa ni najbrž izgovor, ja. Bomo. Ja, velikokrat ste se oglasili tudi zaradi težav, ki jih povzročajo medvedje v naših krajih.
je to še aktualna tema? Zdaj trenutno ni lih to, bilo je jeseni, zdaj vidim, da so malo ti medvedi ušli drugam, ali ne vem, pač ni jih več videti, tako kot je bilo v začetku lanskega leta, pa pol preko leta, zdaj škode tudi ni. Zdaj, kar sem zvedel, pa občina tu več kot opozarjati ne more, lovci, ko sem šel pol še do lovcev, so rekli, da pač, kar me oni plani, pa dajo planu, da poskrbijo za to, ne. Ampak zdaj, se pravi, zdaj, dokjer ni težav, ker gor na podeželju veliko teh ovčarjev pa kozerejcev, tam se bo brž videli, če pride to problematike. Je pa tudi to, ne, zdaj pri nas kmetje imajo kar zaščiteno, ne, se pravi, z električnimi pastirji, s psmi in tu zaenkrat. Če je ta populacija, kad je predvidena, zdrži. Je pa res, da medvedje ne spoštujejo občinskih meja? Ne, grejo hitro čez. Ja, na občinskem svetu ste se oglasili tudi v zvezi s športom, pohvalili ste organizacijo reli tekmovanja. Kaj to pomeni za vaše kraje? Pohvalil sem jih pač čist, ker v večini prireditvah pač v krajevnih sodelujem tudi sam in vem, koliko je enega truda, koliko je enega odrekanja, enega prostega časa je treba za taka prireditev speljati, ne. Denar je itak, je kakor je, ne. Ampak te fantje, ki se s tem ukvarjajo, da upajo celo Idrijo, pa celo občina dobesedno zapreti, pa speljati to, pa pol tudi ščistiti zadnja leta, popraviti vse, res, pač ko grejo, že mora biti, da kaj ostane za njimi, ne. Zdaj pa tudi sama trasa, ki se je pač spremenila, ne, da ne gre več čez Godovič pa gora, ne gre čez Ilični vrh, je za naš vas zelo boljš, ker pač lokalna društva, ki postavijo, ne vem, svoj šank, svoj unu, je več prihodkov oziroma sploh prihodkov, ker tam večina gledalcev pride iz Logaške strani, Žirovske strani in pač prej so se ustavili na Vehrčeh, zdaj pač se pa pride ta masa ljudi, kot še lahko rečem, do Rebra in tam se pol mi kar dobimo teh prihodkov, gre to vse tako imenovane v zidove pa v strehe. Ne. V izboljšanje kakovosti življenja, pogojev za življenje pravzaprav. Kot podžupan ste posebej zadolženi za področje investicij. To je pomembno področje za vsako občino. To je zelo pomembno področje. Tudi ljudje večino vidijo le investicije, ne, kaj se dogaja. In ja, tam bo treba še malo poskrbeti, da bo malo več denarja, da se lahko več naredili. Problem je tudi kadrovska podhranjenost investicij pa ne zaradi tega, da jih ni dost. Problem je, ker je pač država samo nalaga predpise, obrazce in tu pač mora spomniti. Večina na občin samo papirje, ne. Tu je tudi tega, da si ne moreš predstavljati, ne. Pol vsaka investicija zahteva lastništvo, ne. Tudi ceste, ne. Včasih se je cesta dal preplastiti brez koga kaj vprašati. Zdaj pač rabiš lastnik, občina pač mora biti lastnik in ljudje pač radi bi asfalt, da bi pa dal kaj od sebe, pa je veliko pregovarjeno, da pride do enega soglasja, da enega zaključka, da se stvar lahko spelje. In tu pač mora rešiti, ne, in tu še kar bremeni občinsko upravo, kar sem zdaj. Je pa najbrž tudi to res, da je področje gradbeništva trenutno v vzponu, da pravzaprav manjka izvajalcev. Ja, izvajalcev, mislim, dobesedno ni, jih moramo da ne kraditi drugim občinam, ne, in investicije stojijo, oni nimajo ljudi, se pravi, odprejo gradbišče, pa grejo drugam, kar je logično od samih. Ne, tle še nimam še ideje, kako bi lahko, da bi to zalaufali tudi vedeti tega. Ja, ceste, mostovi, kanalizacija, vodovodi, šole, kulturni domovi, športne dvorane. Koliko denarja bi pravzaprav potrebovali v občinskem proračunu za ureditev razmer na vseh teh področjih? Zdaj, če samo ceste, po moje, da bi samo odkupe lahko vse naredil, ne vem, če je letni proračun dost v naši občini, ne. Brez da bi še kaj
v projektiranje in tako da to je sod brez dna. Pač treba bo postopno, pa kar se naredi, da se naredi tako, kot je treba, ne, in Torej, kakovostna gradnja in tudi en pravilen odnos do okolja. Na zadnjem zasedanju mestnega sveta so svetniki razpravljali tudi o nepočiščenih gradbiščih, naprimer občinskih projektov. Kot primer so navedli odlaganje odpadnega asfalta ob gradnji vodovoda od Idrije do Bele. Kako gledate na ta problem? ja, pač tu je treba nadzor, ne. Stvar je treba počistiti za sabo, je pa problem, idrijska občina je problem, že samo odlagališče gradbenih odpadkov ga ni, ne, in pač se te odpadke skriva lih, kjer je prostor, ne. To sem tudi direktorc enkrat omenil, ne, zdaj je še za korak nazaj šla, ki je začela še tudi manjšim, naprimer občanom zaračunavati. Tu narediš nič, ne, kot sem, da ko peleš eno posodo keramike, boš pač zvrnil v najbližji graben, ne, ali pa. In pač tega odlagališča ni, tudi se tu sem glih v Logatcu isti problem, ne, ker pač zakonodaja je taka, ne vem, te asfalte bo treba pač nazaj ugrajevati, druge ne bo, ne, ker ne moramo jih, obstajajo načini, da se tu lahko nazaj ugradi. Zdaj betone, tu se že zdaj praksa pač, da se ugrajuje nazaj, vse ostale smeti pa embalaže pa to povečino se poberejo, ne. Za ohranitev občinskih cest je primerno tudi to, da tovornjaki niso preveč obremenjeni, sicer cestišča preprosto pokajo. Na mestnem svetu so razpravljali prav o problemu gozdne stroke. V teh mesecih bojda se vozi zelo veliko preobremenjenih tovornjakov po teh naših krajevnih občinskih cestah. Kako rešiti to zadrego? Ja, zdaj preobremenjeni niso samo gozdi, so tudi ostali tovornjaki, to moramo reči. Ne vem, tu ceste pač more biti zgrajene, da stvar to zdrži, zaradi tega, ker nedoločene stvari so pač toliko težke, ne vem, kakšni betonski elementi, kar je izredni prevoz, je toliko ton in ne moreš tu spraviti drugače, a ne, se pravi, cesta je treba narediti, da zdrži to, pa je pa tudi samih, ne vem, firm, pač da mogli, pač da se kamion naloži do take vrednosti, kot so predpisane. Zdaj nekaj je obljubljeno tudi, da se bo malo nadzor na to izvajal, ne. Kar je po eni strani prav, po drugi ni. Vem, zdaj se je veliko sekalo, v tretu. Ne vem. Ja, veliko izzivov je pred vami na vsak način. Bi lahko rekli, da ste skočili v kar velike škornje? Ja, moj predhodnik Branko je imel velike škornje, lahko rečemo. On se tudi pač spozna na vse to. Jaz upam, da mi bo tudi zdaj, če bom kaj povprašal, da mi bo pomagal, da ne bo zdaj ušel mi. Glej, kar znam, bom vpeljal v to, kar je novega, bom tudi probal, se pravi. Gremo naprej, mi je izziv. Ni problemov, so samo izzivi. Tako. Tomaž Kavčič, prav lepa hvala za ta pogovor, za obisk v našem studiu in vse dobro vam želim pri opravljanju te vaše nove funkcije. Hvala lepa. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za ogled in seveda srečno.